Fantasy. Radio Fantasy. Dobro jutro, eni in edini Alji. Hvala lepa. Dobro jutro tudi vam. Dobro jutro. Dobro jutro. Res je dobro. Ja, Zato, ker sem res v dobri družbi. Jaz ful rada prijem k vama. No, to nam je všeč. To nam je všeč. Koliko bajta napreduje? Pa daj neki še ti. Ne bomo zdaj v tem. Mislim, da ni čas za te pogovore, ampak drugače hvala lepa, dobro. Drugače kupiti bomo bagra, ker ba je, da ga notaš. Pa se zdaj v Savinjski dolini bi pripomogla dost, ne? Če bi imela bagra, bi dejansko lahko pomagala tudi s tem. Sicer sem seveda, kolikor je bilo v moji moči, na vse možne načine pomagala in še vedno, zdaj, ko smo že glih odprli to temo. No, tako kar začnimo, kar nadaljujemo. Pa ko smo že glih pri tem, pri situaciji v Savinjski dolini se vse lepo sanira, ampak seveda bo potrebno kar nekaj časa, da se bo to uredilo, ker vsi vemo, škoda je res ogromna. Sem se pa odločila, da namesto decembra delam svoj koncert v športni dvorani v Mozirju oktobra, 19. oktobra. In sicer ga delam z gosti in bom ves izkupiček namenila žrtvam poplav, se pravi, delam popolnoma zastonj jaz in moji prijatelji, gostje, to so Jan Plestenjak, Modrijani, Kvatropirci, Erosi. Kdaj si rekla? Alja, pa ne cakno, zdaj si vse povedala, mi smo imeli 16 vprašanj, da to temo vse povedala. Ti si začel. V glavnem, da dokončam. Lepo sta tudi vidva vabljena, bom zelo vesela, če boste prišla. Skratka, obeta se nam res lep koncert, eden največjih v Savinjski dolini in res srčno upam, da zberemo čim več sredstev za tiste, ki so bili žrtve poplavno. Okay, se pravi, Sam nekaj, da dodam, vse je povedala, ampak jaz sem to itak imel tle napisano, edino česa nimam. Vse sama povedati. Ure tega koncerta. Ob 19:30, torej ob 7:30 zvečer, 19. oktobra, lepo vabljeni v športno dvorano Mozirje. To te podatke smo rabili. Alja, koncert leta za žrtve poplav. Ja, koncert Alje z gosti. Tako. Itak je vse povedala. Alja, hvala, ko si prišla. Lep dan še naprej. Ajde, če se ti mene losal. Zdaj in ti imaš zihar kaj raj. Jaz se vam definitivno raj, zato ker sem te včeraj gledala na eni izmed naših televizij, ko si vrtela kolo sreče, rozika oblečena, mislim, tako si šajna. Ko je bilo s tistim čakaj, že bil polnilc? Čakaj, se že jaz več ne spomnim, zato ker, se ne vem, če bi lahko to zdaj povedala, ampak ni bilo včeraj snemano. Mislim, da je bilo polnilnik, to. En polni, eden pa polni. Ja, zdaj... Eden pomni, eden pa polni. Bilo je v bistvu pomnilnik, ker je v bistvu nekdo, ki pomni. Ja. Oziroma, polnilnik imaš v telefonu. Memory, ja. V glavnem, zdaj veš razliko. Zdaj vem razliko. Sam, ko si tam, veš, si toliko... Pod sojem žarometu. Čeprav ti s tvojo zvezdo, mislim, bi mogla biti zvezda večera. Oprosti, sama veš, jaz sem še iz cajtov, ko smo videospote dejansko gledali še na pop'n'rollu, pa tam naprej. Sem res. Ja. Zvezda večera se je drugače vrtela tudi na nemškem MTV-ju. Ja, kaj nismo vedeli, to je video spot Mitja Okorna, mimo grede. Wow. Mitja Okorn ga je snimal. Kaj vse zvemo, Mitja? Ja. To so bili res lepi časi. Začetki in tudi moj najdražji spot. Mičota, ne? Mičo je car. Takrat smo se kar nekaj mal družili, tu bil na mojem rojstnem dnevu, imamo posnetke z rojstnega dneva takšne, da dal padeš. Zelo zabavno je bilo. Ne, še sama je ne upam pogledati. To je isto, a si gledala film Hangover, ne? Na konc pogledajo. Ampak veš, čez par let bo zihar naredil iz tega kak recap, kak short movie. Kaj pa veš, pa Rokorno nikoli ne veš. Zelo zabavno je bilo, se ne vem, če imamo te posnetke. Nekaj česa ali še ne veste. Zelo zabavno in zelo sem vesela, da je tako uspešen, da raztorava, konec konca dela z največjimi zvezdami sveta. Mislim, ti si tudi pri zvezdah v studiu, a veš. Sicer čeprav moram pa reči, da si se fejst umirila. Pustimo včerajšnjo roza barvo, ki sem jo gledala na televiziji, ampak recimo danes, imaš ozorček, ampak si precej bolj umirjena kot recimo od zvezde večera, ne? A veš, tam si imela barvaste podaljške. Veš kaj, takrat sem bila pa jaz najstnica, ne? To je bilo pa ono,
to so bila pa druga leta. In prav je tako, meni se zdi, da je prav lepo videti izvajalca, kako se oblikuje skozi leta. Mislim, malo smešno je bilo, če bi zdaj tule frfotala v balerinskem krilcu v pink barvi, ne, malo bi bilo, Malo bi bilo nenavadno, leta sam ne. 2004. Vse Josipa Lisec je podobno. Je, ampak je vseeno malo bolj umirjeno, ekstravagantna, ne? Kar je pa tudi recimo meni zelo všeč. Tudi jaz sem recimo na odru še vedno umirjeno ali pa primerno ekstravagantna. Pa Da ne vem, mi je videti Aljo še enkrat v tistem tutuju z lastnimi podaljški. Pa lahko umrem, le. Pa lahko umrem. a dej. Res. Ti moraš enkrat priti k meni, da ti pokažem vse naše posnetke s koncertov. To je res noro. Tam imaš pa ful Alje te. Okay. Bomo se zmenili, Zmenjeno. izvenetra. Takrat je bila tudi v drugačnem glasbenem žanru, to moramo povedati. Pa dobro, veš, vseeno je vse skupaj pop. Res, mogoče, če govorimo res čisti začetki, ne, čist prva plošča, druga plošča so bili malo bolj rock'n'roll obarvani, ampak zelo hitro se je pri tretji plošči zgodilo, oziroma že pri drugi, da je prišel do mene moj prijatelj Jan Plestenjak in me obrnil čist s pesmijo, veš, tukaj se pa potem leta 2007, se pravi 4 leta po tisti Ali, ki se ti spomniš, se vse spremenili. No, drugače ta tvoj spomnim veš. kot rokerce, najbolj vedno te imam v očeh kot rokercev. Pa vse te imam ekstra, ko si rekla zdaj, uglajeno, umirjeno, Pa se nisem Sam tako tudi umirjena ta njen spet. veš je bil boom. Zaradi tega, ker jaz se še spomnim, takrat sem imela še Nokia 3310 in si imela lahko na zazvonjenje. štimu za zvonjenje, ali pa da ko si recimo ti mene klical, Mhm, ti je je v meni zadnji zvonilo. zvonilo, Alja, a veš. Jaz sem vedno bento, zakaj ti nastavljaš, pa moram jaz poslušati, pol, le ti. A veš, to je bilo. A veš, koliko je bilo včasih meni nerodno, ko sem stala zraven koga, ko mu je začel zvoniti. Ampak lušno, jaz sem bila ful vesela, res. Ja, seveda, to so lepi spomini, lepa obdobja in ne vem, res se mi zdi, da se mogoče v Sloveniji malo več s tem ukvarjamo, iz česa je človek prišel do tega, kar zdaj je. Medtem ko v tujini, recimo, ne vem, konkretno, že čist naši sosedi, ne, Hrvaška, se dosti igrajo, kar se tiče stilsko, recimo Jelena Rozga se dosti igra, pa jo vidiš z klapo, pa jo vidiš, ne vem, dela Hale, hkrati dela pa Nirvana. Tako da to je vse skupaj toliko obarvano in prav, da se dogaja in ne moreš zdaj ti reči, da ne vem, da pač da mora izvajalec striktno samo po neki poti. Recimo na zadnje sem slišala Doris Dragovič, ko me je skoraj sezulo, je z enimi res metalci, rockerji naredila duet in sem bila tako, go Doris, res ful dober. Se pravi, to lahko tudi od tebe mogoče pričakujemo? Od mene vse pričakuješ. Vse rokerce še vedno. Kaj Ampak, ti je a veš- najbližje od glasbenih stilov, ki jih ti ne izvajaš, pa da jih poslušaš? Dalmatinska glasba. Ne bom rekla, da jih ne izvaja, mislim, jih ne v taki Ne, v taki sem obliki. ločil sem, da vidim, kaj ti je najbližje. Najbližje mi je dalmatinska glasba, zato ker konec koncev moj drugi del doma, tudi v Dalmaciji, po mamini strani imam tudi hrvaško kri, to ne bom lagala in to so le korenine. Jaz ne morem mimo tega, da ko pridem na Hrvaško, zacvetim in se počutim domače. Mislim, da to- Leko mi je robčke Mislim, da to kar prinesla, dosti nas malo zacveti, ko gremo, ne? Ja, in Morja, Dalmacija, ta plaža morja. naredi svoje, veš. Jaz obožujem Slovenijo, ampak obožujem tudi Hrvaško in verjamem, da pač mi se velikokrat menimo, da res kri ni voda. Ne? In se tudi mogoče pri glasbi skozi čas pri meni pozna, recimo tudi ta sodelovanje s Quattroperci, z Erosi, potem te festivali v Dalmaciji. Se pozna mečken tukaj sprememba, mogoče res tudi zato, ker striktno sebe poslušam, kaj imam jaz res rada, kaj... Tak občutek, ali jaz sem dobil, kot da nekaj upravičuješ, ne? Ti, ker uživaš v tej muski. Se uživam, se ne A upravičujem. imaš jaz kaj samo novega? razlagam. Mislim, to sem te hotel vprašati že Zato prej. sem pa tu. To sem hotel vprašati, ker nekaj zdaj imamo neko zgodbo, Zato nekaj sem mi pa tu. manjka. Ja, res je, čist nova skladba je nastala že na pomlad, pa smo jo v bistvu dali ven šele pred 10 dobrimi dnevi. To je pesem Zdaj in zavedno. To je ona ljubezenska pesem, a veš, ko v bistvu se prvič zacopaš, pa misliš, da je to. Lahko da je, lahko da ni, ampak A pri tebi je je tisto bilo? Koliko mu je občutek. bilo ime? Ja, a je bilo pri tebi tako ali ni bilo tako?
Mislim, jaz sem se v življenju, po mojem, 3-krat tako zaljubila, da me je neslo tako čist. Da ti je spodrezalo. Ja. Tako da jaz imam, hvala Bogu, v ljubezni res lepe spomine in srečo. No, tako Kako je že ime spomine? Ja, že na tukaj je tek skrivnostna. Ja. Ja, to pa ja. V Je redu. rekla, kar je moje, V redu, kar je pa zdaj in tvoje, je pa tudi zavedno. moje. To je naslov te nove. Ne. Veš, kako je rekla moja babi? Ja, seveda. Svojega ne dam, tujega pa tudi nočem. Edino pravilno. Zdaj in zavedno je to No, nov komad. Ne? Zdaj nismo zvedeli, koliko je bilo prvemu ime, bomo pa v nadaljevanju probali zvedeti, kaj je imela pa z Mihom. Poslušali smo nov singel, ki sem rekel, da ima naslov Zdaj in zavedno in zdaj nadaljujemo. Kaj imata z Mihom? Odvisno, Kdo je Miha? A veš, kdo je Miha? Bom Ti rekel ta misliš drugi. Erosi, ne? Ja. Bom rekel ta drugi Miha in njegov priimek je Perat. A ja, Perat. Joj, prosti, veš, imam več Mihov, ne? Veš, vse za to. Ne? Zato sem bolj... To se je zdaj slišalo, Prvo sem hotel reči, o, ta drugi. A ja, jih ima več, že vidimo Ja. naslovnice. Ja. Jih ima več. Miha Perat je moj prijatelj že od 2019, odkar sva skupaj plesali na Zvezde plešejo, ki so se žal predčasno končale zaradi situacije. Ki je bila, ne? In ostala so potem valjda v stiku, tudi smo se polkaj podružili, ko smo se lahko, ful je fajn fant, tak energičen, ker sem pa vedela, da je tudi fotogeničen in ful zanimiv za kamero in zna nekako se obrnati. Šuši, vprosti, ti kar govor, dej si gor video, ne? Da bo šila, ja. Zdaj in zavedno, Ja. koliko pa še ta skup čez ta, Miha pa Alja. V glavnem, in sem ga potem, valjda zdaj, ko smo snemali spot, povabila k sodelovanju, ker sem pač rabila enega v videu partnerja, ki je nekako, tako sem prej rekla, karizmatičen, zna plesati. No in je bil Miha valjda takoj za. Tudi svojo plesno šolo je povabil. Tole je kar mogoče mal preveč blizu. A bilo kaj ljubosumja pa od tvojega pa od... Miha ni nič rekel, da bi... Za Miha ta ni nič rekel, ne? V glavnem, jaz mislim, da smo vsi navajeni biti v show biznisu in vemo, kaj pač zraven to tukaj spada, tako da nam je to čisto normalno. Pazi ti tole. Ja, Ne, ja. to Milka, Lignano, Italija, plaža. A ni tako Dubaj? Samo res je. A no, si da, bila- a si bila dejansko v Linjanu? Yep. Jaz sem bila tudi, lani sem bila. Ja, ne vem. Greš sred morja, pa je voda še kar do A ni zis. fajn? Ne. Je Tu pa pogrešam pa tako Dalmacijo na Rabo in San čisto Marino morje, podobno, ne? veš. Veš kaj, mi nismo imeli časa za kopanje, Za kopanje. ne za karkoli drugega, kot to, da Si smo ne bi se posneli. mogla kopati, namakala bi se tam. Ja, verjetno res. Je pa bilo res fajn, ker ni bilo gužve, ker smo snemali, kaj ti komarje ubiješ. Ali imaš mole? On hoče Ne, nekaj ritem ploskam neki koritma. No, dej A ja, povej, ti tudi Alja. plešeš, Ja, to si tudi, hotel ja. reči. Občasno. Drugič moram s tebe povabiti. Ne, Prosim, prosim, da mi je to videti, pa lahko že drugič umrem. Le imamo posnetek, ko sem se Makareno tule na YouTubeu učil, pa Daj, me je pokaži. posnet... Ne. Pokaž, to moram videti. Dej, Alja, povej, koliko je bilo, ko ste snemali. Super Ne mi je zdaj bilo. ovinkov delati. Ja. Ej, super je bilo, ena stvar je bila taka, ker smo jo zelo na hitro se odločili in nismo vedeli, ali nas bojo zaprli ali bo šlo čez. In sicer smo v bistvu šli snemati v eno od največjih nakupovalnih centrov tam v Limnjanu. Nič dogovorjeno. Ja. In je šlo čez, ampak smo to tako spretno zakrili, ker smo bili zelo hitri. Jaz pa moram priznati, da sem se kar mal tresla, ker pač seveda ne, ti moraš se najaviti, da boš kaj pač snemal. ne. Ne. To pa ne. Ampak smo res zelo na hitro to vse skupaj naredili in ja, se v videu not tudi vidi. Ja, tako da to je to. Zdaj in zavedno. Zdaj smo prišli pa do konca, ker si itak 2 minuti zamudila, Alja, tako da Ja, ti sama, ne a morem veste, zakaj? pomagati, A ne. veste, zakaj sem zamudila? Ker Ne. sem vam šla Parking. čokolado iskati. Ok, dobro, pa podaljšamo ti je 2 oproščeno. Jaz minuti. ne pridem brez. Tako da sem rekla, ne, to moram. In potem evo, je bila enosmerna cesta in sem se mogla obrniti in iti Hvala okrog. ti. Z veseljem. No, zdaj, enkrat še povemo, ti imaš dobrodelni koncert, smo rekli 19. oktobra. To je zdaj 19.. predstavljen koncert, ne? Tako je, na mesto decembra Čakaj, ker muska pripravljam 19. oktobra, 19.10. ob 7:30 zvečer veliki koncert v športni dvorani Mozirje z gosti, z Janom Plestenjakom, No, to zdaj- Modrijani, tako, Katropirci, Pirci, Erosi, Erosi. Martina Švab. Dejan dogaja.
Dejan dogaja, tudi je zraven, res je. Manca Špik je tudi zdaj z nami. Skratka, res, res prekrasen koncert se nam obeta, ves izkupiček denarja, gre pa seveda žrtvam poplav. Tako da lepo vabljeni, karte gredo v prodajo zelo kmalu, bomo objavili. Glih sem hotela reči, ker že iščemo, veš, Alja Mozirje, Alja karte. Se bodo pa karte prodajale preko Tica in knjižnice Mozirje. Tic Mozirje in knjižnica Mozirje. Ti si na hribu, ne? Tako da ti poplavni val je šel mimo, ampak so bili pa hudurniki, ne? Ja, jaz moram reči, da sem zelo na izi, no. Tukaj šla skozi, sem zelo hvaležna, da so v bistvu samo hudurniki cesto poškodovali in smo imeli tukaj na drug način z vodorom vode malo težave, ker je v bistvu mojim staršem udiralo dol. Je pa res, da smo imeli pa poplave mi v našem prostoru za vaje, to je pa v Preboldu, tukaj smo pa res imeli poplavo, čisto pač vse. Hvala Bogu smo inštrumente dvignili, da niso uničeni, ampak ko poštudiraš, da določeni ljudje ostanejo čist brez vsega, to nič. Zato sem res rekla, da si želim pomagati v svoji moči, kolikor le gre. In sem želela koncert še prej speljati, ampak so žal ljudje tudi bili v športni dvorani v Mozirju nastanjeni in zelo dolgo nismo imeli dvorane, ne. Tako da zdaj bo pa možno. Ok, torej 19.10. športna dvorana Mozirje, eni mi manjka. Kdo ti manjka? Čuki. Čukci ti manjkajo. Čuki so pa toliko zasedeni, veš. Mi je rekel Da ravno, ne pridajo zraven. zadnjič mi je razlagal Jože, ne, pa tudi Oni so res zasedeni. Ribič Pepe, ko je z njimi, ne, da to je noro. Ja. Ok, ker ne bojo, tam bojo za konc tu pri nas. No, dajmo, ni da ni, a ne? Alja, hvala ti. Hvala enako, Meni fajn se, bosta, pa pridite na koncert, ne? Radio Fantasy. Radio Fantasy.